Tukaj je Tanja. Tukaj je Beno. Midva sva iz skupine Kado. In poslušate nas Oddaji Radioaktivno. Prizadeto srce, to laž bi samoumevno je. Ni spominov oblikuje smer emocije. Prijazen namen, nasmeh izvabi nevede. Čustvo zmes prikrade se novo upanje. V ljubezni sta ekstremna dva. Eden je, drugi pa so tla. Omaj se vrt ljubezni, žarov trajen oltar. Poljubi te priribežni, krasijo vsakdanji ritual. Omaj se vrt ljubezni, žarov trajen oltar. Poljubi te priribežni, krasijo vsakdanji ritual. Veselje in smeh, ljubezni preglasita vse. V romantičnem momentu so pasti navidezne. Nepremišljen korak uide misel nehote. Enostavno bi bilo le reči žal mi je. V ljubezni sta ekstremna dva. Eden je, drugi pa so tla. Omaje se vrt ljubezni, žarov trajen oltar. Poljubi te priribežni, krasijo vsakdanji ritual. Omaje se vrt ljubezni, žarov trajen oltar. Poljubi te priribežni, krasijo vsakdanji ritual. Vsakdanji ritual skupine Kado z albuma Ritual, Tanja in Beno. Lep pozdrav v oddaji Radioaktivno. Zdravo, Tanja, tukaj. Živijo, Boštjan. Kaj je za vaju vsakdanji ritual? Ja, vsak dan je ritual, med tednom bolj dolgočasno, se pravi, vstanem, grem v službo, vikende pa popestrimo z vajami, vsak dan je ritual, ob sobotah so kar naše vaje. Ja, rituali so tudi pitje kavice, jutranje pranje zob, nočne aktivnosti, so vse rituali. Ne? In ritual je potrebno potem opet, ne? Torej premalo ga po mojem postavljamo na piedestal, zato je fajn. Vsak dan je ritual. In če katerega rituala dnevno ne upraviš, je potem slab dan? Ja, včasih so kakšni taki ritualčki, ne, ker če se vsak dan ne skregaš čisto tako malo, ne, da ne začiniš tiste malo župce, potem enostavno je lahko dolgočasen dan. Ja, to bi se strinjala, ja, lahko pokvarja ali pa celo izboljša, ne, če je kak ritual, ko se ga želiš izogniti, ampak glede na to, koliko jih je težko zgraditi, bi rekla, da so dobrodošli. Od leta 2020 skupina Kado izdaja single, lani ste se skupaj povezali v celoto. Ja, res je. Nekako smo prvi singli izdali, mislim, da je bil novembra 2021, potem smo pa kar redno prve 3-4, ja, in potem smo letos še dodali zadnje 3-7 singlov, vse skupaj smo pa potem povezali v celoto. Tudi prve 4 single, ki so bili izdani, smo jih pravzaprav ponovno posneli, rearanžirali, torej popolnoma nova produkcija je ta cel album.
Želeli smo mu dati en enovit zvok, tudi svojemu bendu. Predtem smo se namreč par let še malo lovili, kar se tiče zvoka, nekega identičnega zvoka, ki bi lahko ga poslušalci z Kadojem pravzaprav povezali. Zdaj ga imamo. Povem, nekatere skladbe imajo dvojnike. Tako, res je, ja. Ampak na začetku res smo šele začeli delovati kot band, pa smo se že kar hitro spravili v studio in tako kot je že Beno rekel, nismo še mogoče najbolj našli tistega pravega zvoka. Potem pa skozi vaje je tudi to nekako prišlo na plan in smo se vsi strinjali, da si zaslužijo tudi že posnet komadi še drugo priložnost. Je glasba v teh letih postala ritual? Ja, sploh v zadnjem letu res smo bili pridni in studiji in z vajami, tako da si ne predstavljam dneva brez glasbe. Ja, je album pravzaprav skoraj 2 leti. To je res za vse tiste, ki tega morda procesa ne poznajo, je res kompliciran včasih. Pa ne mislim skladanja pa pisanja besedila, ampak pravzaprav potem ta produkcija v celoti, snemanje in najprej svoje aranžiranje, potem vse skupaj, potem snemanje vsega skupaj in mix in master in to se zavleče zelo. In res, in snemanje vokala je bilo posebej izzivalno, kot Tanja ve. Ona je tudi posnela back vokale oziroma spremljevalne vokale, tako da imeli smo res studijskih ur kar dosti. Tako da postal je to ritual, resnično. Pa ne nazadnje, verjetno tudi darilo. Ja, res je. Ne prideš vsak dan pač v stik, da dobiš neko priložnost, nekaj toliko novega spet poskusiti, Tako da sem se kar veselila sobot, je bil že čist ritual, tako kot je rekel, kavica, malo pogovoriti, kateri komad bomo posneli. Zdaj s samimi glavnimi vokali nisem imela toliko težav, so se že prej melodija usedla pa tako naprej. Z back vokali pa sploh zato, ker smo bili res ekipa, ko idej ne zmanjka, tam je pa neskončno možnosti. Tisto so pa kar bile debate pa ure v studiu, kaj bomo pustili, kaj bi še nadgradili, tako da je res zanimivo. Beno, v francozščini ste Kado, v slovenščini pa ste darilo. Točno to. To, kar je spustila Tanja. Dejansko. Hotela se malo izogniti, da je tudi njej to darilo. Vsak dan pa vsake vaje so vedno darilo. Absolutno darilo življenja. Ja, Le Kado. Tako je bilo luštno, ko smo iskali tudi to ime in pravzaprav po resnici, to res iz avokada malo, pa smo to sklanjali, pa smo sem pa tja premetavali, pa smo rekli, super, Le Kado je pravzaprav darilo, tu pa se da nekako mogoče iz tega izpeljanko narediti, pa v slovenščini to C-A-D-O z apostrofom izgovori se na ta način. Kratko je, jedrnato je. Vprašanje je samo, kako bojo ljudje tisti apostrof izgovorili, ali pa imenujejo nas Čado, pa Cado, pa kaj še? Kado, ja, zelo različno so, ja. Je pa predvsem fajn, da poslušalci so potem kadojevci, Tako, to je pa čisto simpel. Prva je bila vsakdanji ritual, o kateri smo že nekaj povedali, druga bo še ena izmed tistih, ki ni bila izpostavljena kot single, Najstara se čas. Ja, ta je najmlajša pravzaprav od vseh. Bila je pa že kar nekaj časa s njo imel v sebi. Pravzaprav namenjena je bila vsem mojim mladostnim prijateljem in prijateljicam. Torej, predvsem osnovnošolskim. Moji osnovnošolski prijatelji, z njimi se dobivamo vsako leto, že dosti let in enostavno sem to pesem nekako v sebi in tudi njim posvetil. In pravzaprav je pa namenjena našim družinam, pa vsem tem našim mladostnim dogodkom, ki smo jih imeli vsi mi, torej kar se spominjamo in to je ta nostalgija, ki z leti narašča. Zle misli odtot se v nora leta vračajo. Nostalgija po mladosti, bilo je lepo. Sproščenost je vtis, kot brez ofis se svet vrti. So spremstvo časa novih čustev po razgubi.
Srečo smo iskali v najpomembnejših stvarih. Plast spominov tkali, ne pozabi smeh. Da zgodbe minljive so v naši duši sledljive. Zato naj stara se čas, ki pomlajuje obraz, igrivo življenja ujame izraz. Drage spomine, kupujmo jih nazaj, zasmehljaj. Naj stara se čas, ki pomlajuje obraz, igrivo življenja ujame izraz. Drage spomine, kupujmo jih nazaj, zasmehljaj. Hvaležni za vse prigode in prijatelje, za brezskrbnost, ki pod kožo zlezla nam je. Naš pogled pa zazrt v vedre je, emocije je. Zametki novi za spomine rojevajo se. Srečo smo iskali v najpomembnejših stvarih. Plast spominov tkali, ne pozabi smeh. Da zgodbe minljive so v naši duši sledljive. Zato naj stara se čas, ki pomlajuje obraz, igrivo življenja ujame izraz. Drage spomine, kupujmo jih nazaj, zasmehljaj. Naj stara se čas, ki pomlajuje obraz, igrivo življenja ujame izraz. Drage spomine, kupujmo jih nazaj, zasmehljaj. Naj stara se čas skupine Kado z albuma Ritual. Glasba je preplet različnih žanrov, berem eleganca popa, plus surovost roka, plus čutnost soula. Ja, nismo se hoteli opredeliti sam na eno, no nekako iskali smo predvsem zvok bolj v tem soul, jazzy, seveda brez popa ne gre. Tudi tekom teh zadnjih 4 let, ko delujemo kot Kado, smo tudi malo samo inštrumentalno zasedbo spremenili. Tako da, zakaj bi se zdaj odločil, ne vem, pop, jazz, recimo, če bi skrajšali, a še funk bi dodal. To je en taki fusion, vsega je po malem, ne? Ker enostavno se opredeliti, zdaj pa samo rock igrali, pa vsi smo po duši, vse to, ne? Pa smo malo rockerji, pa radi tudi kako lepo pop melodijo, popularno tako poslušamo, pa te zavleče v kako jazz klet, nek fino, če še je zakajena, pa poslušaš tiste krasne zvoke, pa interpretacijo teh velikih glasbenikov in potem si tega vsega zaželiš in bi naredil en taki mali miks. To smo malo probali in v resnici je Ritual tudi en mali omaž tem velikim različnim glasbenikom iz naših preteklosti. V bistvu, jaz sem predvsem pri Ritualu iskal recimo zven kitare Georgea Bensona, recimo, pa mogoče interpretacijo vokalno ala Žaroja, recimo, ali pa torej to vrstnih nekih vzornikov, ki se jih vseh nismo dotaknili. Seveda imamo pa v glasbi, v glavi, pa v srcu, še vedno Beatle, pa vse ostale razne interprete in skupine. Potem ste Tanjo pogosto zaprli v zakajeno klet, da ima mogoče malo bolj raskav glas. Ne, pravzaprav ne. To je njena lastna interpretacija, ona taki je klun zrasto, se reče. Ja, tukaj mi kar pusti Beno, no, presenetljivo veliko svobode. Mislim, skupaj spreminjamo glavno linijo, nekako okraski pridejo čist na koncu, ko se res že usede tudi besedilo in takrat pa ja, si mogoče malo več tudi upam poskusiti, no, in tukaj so zdaj prišli tudi malo bolj raskavi vložki, malo več trilčkov in teh dodatkov, ki si pa mogoče na začetku nisem niti upala dati noter, no. Ti je težko mešati različne žanre v neko celoto? Niti ne, no, ker zdi se mi, da res specifičen žanr komada zelo prilagodimo sporočilu, besedilu in nekako
kar pride naravno skozi, no, bom rekla. Ja, res je. To je tista neka dobra kemija, ki jo imamo pa v bendu. V bistvu vsakdo potem malo doprinese sam nekega svojega, malo poprčka, malo soli in na ta način se nekako probamo se vsi vživeti ravno v melodijo, v besedila. In tukaj seveda je najpomembnejša vloga Tanjina ravno, da je interpretacija ravno tista, kot si jo je recimo, ker besedila piše moja žena in če si je tako ona zamislila in kako bo Tanja to odpela in potem so tu dialogi in tako dalje. Zanimivo. Proces je lušen. Tanja, dobro, da piše ženska besedila, potem lažje to predaš poslušalcem, kot če Ja. bi pela za moškega oziroma v imenu moškega. Ja, to je zagotovo olajševalna okoliščina, ja. Pa tudi Zdenka tudi zelo dobro razloži, kaj je s kaj misla, ne. Ta dialog je res že med njima očitno zelo izpopolnjen, ne, ker najprej Beno napiše inštrumentalno in razloži, kaj je hotel povedati Zdenki in Zdenka že to razume in spravi na papir. Tako da res dialog imamo super in se nekako potem dopolnjujemo, ne da bi si glih skakali v zelje, bom rekla, z idejami, no. Naslednja bo prav tako še neslišana kot singl Mavrica. Ja, Mavrica je pa taka malo melanholična, bolj tako bi rekla pravlična, se pravi, zelo tako nežno se začne, zasanjano, nekako potem kliče glih v ta svet glasbe, povezanosti, tako s tem vrhuncem v refrenu, no. Tako res taka pravlična, res bi jo povzela z eno besedo, no. Da je svet dejansko lep, sploh seveda, če ga spremlja glasba. Išči sledi, da našel bi svet, barve odel, svet pravličnih ljudi, prijateljsko srce umiri. Svet pravličnih ljudi, srca nemirnost ublaži. Najdi poti, ki vodijo tja, kjer ni meja, občutek lahkosti, ki te v čarobno san zavrti. Polni radosti, ki te v čarobno san zavrti. Zapelji se v sanje, harmonija.
Skupina Kado, Tanja in Beno z mano v oddaji Radioaktivno, Ritual je album, ki ga vrtimo. Beno, v sporočilu bi zdaj albuma ste za skladbo Maurice zapisali zadnji bodo prvi. Zelo provokativno vprašanje, pa tudi zapisano, bilo za nalašč provokativno. Zato, ker je pač del Novega testamenta tudi ta izrek. In predvsem pa, kaj je bilo mišljeno s tem? Namreč ta pesem predstavlja na eni strani tudi prehod v sanje, na drugi strani pa tudi prehod v drugo življenje. To meni namenjena je tako tistim, ki se odpravijo spančkat, pa tudi tistim, ki se za dalj časa spravijo spančkat. Ali za stalno. Za stalno, točno. Drugače pa skupina Kado, kot piše, je pričela 27. maja 2020. To je uradni datum. Ja, uradni datum in vsako leto ga praznujemo. Ja, kolikor ga pač praznujemo. Na kak način? Zdaj ga uradno lahko, ne, ja. Ko nastali so med koronskim obdobjem, ne. Probamo se dobiti v, kako bi rekla, čim krajšem intervalu od tega datuma, ker naši datumi so ponavadi čez vikend vezani, pa takrat ga bomo mogoče pred po vajah rešili na kako pijačo, da se tudi še malo pogovorimo o čem drugem kot o glasbi, ne. Je bilo to prvo samo razmišljanje v skupini, zbiranje idej ali že takoj ste poprijeli za inštrumente? Že takoj smo poprijeli za inštrumente. Cela zgodba je idejno že zorela dalj časa. S Tanjo sva se poznala že leto prej, sva začela že leto prej pred Kadojem, že v eni drugi skupini, ki pa žal ni v tisti obliki najdla realizacije in potem smo začeli iskati nove glasbenike, nove sopotnike in ustanovili Kado. Tako da 27. maja, pravzaprav ne vem, če nismo online nastali celo, ker smo imeli v času korone potem samo online vaje tudi, se veste, to je zanimivo, ne? Online vaje so tak, ne, da enostavno ali si preko MS Teamsov ali pa preko Zooma, skupaj vsak svoj inštrument in se pogovarjaš sicer. Malo kdo kaj odbrenka celo tudi vmes, ampak pogovarjaš se in na ta način nastajajo stvari. Potem vsak do doma seveda odigra, vsi imamo opreme dovolj tudi na svojih domovih, si medsebojno te stvari pošiljamo in na ta način nastajajo in so nastajale prve skladbe tudi. Današnji kreativni proces je verjetno drugačen, ko ste lahko vsi skupaj v prostoru za vaje. Ja, zdaj že tudi pred studijom gremo odigrati lahko v živo, ne. Smo pa še vseeno iz cele Slovenije, ne. Tako da pač najna relacija, zdaj jaz drugač sem rojena Zasavčanka, preseljena sem pa v Novo mesto, Beno iz Domžal, ne, med nama ponavadi se ta proces za studio začne, tako da še vedno, no, je nepogrešljiv to preko Teamsov, preko telefonov, no, tako da tehnologija tukaj prav pride, ne gre čisto brez, ampak lahko se pa hvala Bogu tudi dobimo na vajah vsi. Ne, iz cele Slovenije smo tako, Tanja rekla, ne, Tanja je iz Hrastnika, pa je v Novem mestu. Jaz sem Mariborčan, živim v Domžalah. Imamo tolkalista novega, ki je iz Maribora, ki se vozi iz Maribora na vaje. Imamo Matevža iz Ljubljane, kitarista. In imamo Tonija, ki je iz Homca pri Domžalah. Ali pa Homca pri Kamniku, kako to vzameš. Torej, vse posod smo in vadimo v Ljubljani in se dobivamo v Ljubljani. Ljubljana bi očeno potem središče vsega. Ja. Ne vem, če bi to komentiral, ampak dajmo reči, da prostori za vaje so odlični. Ne, mislim, relacijsko in izvedbeno, evo, lahko rečemo, da je nekje na sredini med nami. To pa res, ja, evo. Naslednja, Nemir srca, še ena, ki ni bila izpostavljena kot single. Ja, to je en tak komad, ki ga lahko dejansko poslušaš. Seveda ga moraš poslušati pravzaprav dobre volje. Govori pa nekako o eni punci, ki zdaj pa v dveh situacijah, ali se dogaja na Copacabani in leži na pesku in opazuje v daljavi, kako se ji približuje en krasen, zagorel, lepo oblikovan fant. In na ta način, jaz ne vem, kateri punci na ta način ne bi seveda se povišal ritem srca oziroma se ta tempo povišal. In to je ta tempo srca. Lahko pa se dogaja v mestu, lahko se dogaja to v vsakem trenutku, kjerkoli, kjer se dve taki lušni duši srečata. Tanja, tvoj komentar k temu. Ja, Plaža, pesek, Copacabana, palme in podobno. Ja, zelo doživeto je to Beno pisal. Jaz bi verjetno začela nekaj tazga, da je taka ljubezenska, poletni ritmi, ja, taka mogoče malo bolj lahkotna na trenutke, pa res začetek zveze bi rekla, ko je še vse malo bolj tako na novo, zapeljivo, zanimivo, no. Ja, taka lušna.
Temna senca v zraku plapola, o mama. Se v ritmu vetra lahno siba in igra. Nezavedno pital tvoj korak, posebej tvoj zaščitni znak, me neopazno vleče v prtiljak. Medli svetlobi tiho stopaš mi naproti, jasen lik naslade, moč opojnega. Lomi kavno, sonce, ki žari, čudovito čutim, da gori. Čustvo, ki nadzoru popusti. Nemir srca, nebana je reakcija. Čutim vrelišče, drsim v svet, prehajam stanje novega tempa srca. Nemir srca, nebana je reakcija. Čutim vrelišče, drsim v svet, prehajam stanje novega tempa srca. Pogledu tvojem bežnem skrito je vabilo, navihano razkriva sled skrivnostnega. Nepozabna zgodba se rodi, približa se, telo okreveni, pričakovanje vsega, kar sledi. Nemir srca, nebana je reakcija. Čutim vrelišče, drsim v svet, prehajam stanje novega tempa srca. Nemir srca, nebana je reakcija. Čutim vrelišče, drsim v svet, prehajam stanje novega tempa srca. Nemir srca, nebana je reakcija. Čutim vrelišče, drsim v svet, prehajam stanje novega tempa srca. Nemir srca, skupine Kado, ste 4 ali 5 članska zasedba? 5 nas je zdaj. Ja. Na začetku nas je bilo 5, potem smo bili 4, zdaj smo spet v 5 zasedbi. Novi član, kot sem rekel, Igor Ambrožič se nam je pridružil iz Maribora in tolkalist, odličen. Tako, 5 nas je. Tanja, če vas še predstaviš? Ja, se pravi, na basu ustvarja Beno Štern, potem Igor Ambrožič na tokalih zdaj, na novo tudi zelo lepo zapolni prostor, Toni Novak na bobnih in pa še kitarista imamo seveda, Matevža Pavčnika, tudi zelo izkušen kitarist in pa jaz še največji laik, se mi zdi tukaj glasbeno bi rekla za sebe, pa glavni vokal Tanja Seničar. Je to tvoja prva skupina? Razen pač tisto leto prej, ko smo se spoznali z Benotom, no, in smo tudi začeli in ostali samo pri vajah, ja, prva izkušnja z bendom. Kaj pa drugi glasbeniki, razen Matevža, vem, da je še Vagabund. Matevž je absolutno zelo dejaven. Se poznata, seveda, ne, normalno. Rekel je tudi, da je živel tukaj v studiu in ja, moram te pozdraviti, ja pa da je igral tukaj. In rekel, naslednjič, ko pridemo, bomo pa instrumente prepeljali, pa bomo enostavno odigrali vse to, kar znamo. Ja, torej na albumu so igrali še gostujoči glasbeniki, če si to še mislil, ne. Anton Nemohaj na bobnih, pa Eugene Riškevič na kitari in pa soprodukcija, koprodukcija z Pavlom Orlovim sem izvajal, torej izdelal, izvedel, tako da, ja, ekipa je bila kar velika pri celi zgodbi. Vokale smo snemali v Ljubljani, v Red Button studiu, to je bilo krasno doživetje tudi, tako da,
Ja. Koliko pa imate glasbenih izkušenj drugi člani zasedbe? Ja, jaz mislim, da kar celo življenje že pravzaprav igramo. Z Igorjem Ambrožičem sva, pa ne bom povedal, koliko sem star, ker smo pred dostimi leti imela na tudi jugoslovanski včasih lestvici popularnih celo 3 tedne skladbo na 5. pa na 3. mestu, že dosti let nazaj. To je bila skladba Pomladni dež, potem smo imela še enih par skladb, to smo na Radiu Maribor včasih snemali, to so bila krasna 80. leta in torej od takrat dalje se ukvarjamo tudi z glasbo. Kot sem rekel, Matevž sodeluje še v 2 bendih in je zelo produktiven. Toni Novak je tudi angažiran kot odličen bobnar v Mengeški godbi. Tako da pravzaprav smo vsi nekako glasbeno podkovani že nekaj časa. Kilometrov torej ne manjka glasbenih, mislim. Ja, res je. Onih drugih tudi ne, z leti. Naslednja bo Usojena in sicer je bil to 6. singl, predstavljen v lanskem letu. Zdaj, Usojena je tudi zelo, zelo ljubezensko obarvana, no, pač o punci govori, ko je res zagledana v nekoga, ko z njim doživi veliko, dvigne se svet in tako naprej, ne. Zdaj, tukaj pri samem ustvarjanju moram priznati, da na začetku pa tega komada nisem najbolj začutila, no, tukaj sem kar iskala, na kak način ga odpeti in se zelo spomnim, ko sem snemala doma zadnje 4 refrene in se mi je zdelo tako malo dolgočasno, ne morem zdaj 4 refrene, ne vem, kakšne variacije dela, da bi nekaj spremenila in sem posnela en rap part, ne, pač jaz zelo širok spektar glasbe poslušam in sem poslala Benotu to, je bila že malo pozna ura in mi ni nič odgovoril, pa naslednje jutro mi pa postregel z, kako se reče to, verbalni sendvič, ne, kompliment, ni nič slabega mislil, takrat ga ni prepričal ta rap part, no, tako, si naju Zdenko nasmejala, lepo, da ustvarjaš, ni to za to pesem, ampak lepo, da ustvarjaš. Ampak, kot boste slišali, ne, tudi sem ga prepričala, oziroma v studiu je to res še toliko boljši izpadel, še kakor sem si sama po mojem doma predstavljala, da smo pol pustili noter. Ja, za nalašč. Ta skladba ima res več facet, ne, je tako skladba namenjena zaljubljencem, kot ima en taki sentiš, en miren del, kot en tak bridge, en prehod, ki je zelo, ja, energetsko aktiven, močen in prepričljiv in pa potem seveda smo rekli, ja, pa enostavno kot me je Tanja prepričala, dajmo potem nekaj modernega še noter, ne, dajmo nekaj, kar je odštekano, če je že komad tako odštekan, pa ima en taki miren, pa energetiziran del in meni se zdi, da je tako super to uspelo. Se ne vem, to bojo poslušalci povedali, ne, seveda. Naju dva povezala je melodija, da oba življenje sva osmislila. Najina pulzirajoča energija, pol sveta je to više dvignila. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, usojena, ta pesem je za naju dva. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, usojena,
našla sva, za ljubezen navodila. Zdaj oba dovršenost iščeva, skupaj sva se zaklenila, primo skrila, da morda navdi za druge bi bila. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, usvojena, ta pesem je za naju dva. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, usvojena, ta pesem je za naju dva. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, nama podarjena, čustvena in polna zvena, ta pesem, ta pesem. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, nama podarjena, čustvena in polna zvena, nama podarjena, ta pesem je. Nama podarjena, čustvena in polna zvena, usvojena, ta pesem je za naju dva. Usvojena skupine Kadoz, albuma Ritual, ki prinaša 11 pesmi. Ja, zdaj na tem ritualu, albumu so se znašle vse dosedanje, se pravi, eno angleško imamo še v rokavu za rezervo, tako da v celoti res upam, da bo Kadojecem postal vsakdanji ritual, da bojo poslušali te pesmi, in če si kaj želim je, da na kakem odru vidim mogoče vsaj prve vrste, da bi z mani pele ta besedila čudovita, rahlo zakomplicirana na trenutke, ampak res močno sporočilo. No. To je tudi ena od stvari, ko me je najbolj prepričala, da res je besedila veliko, no. Bi lahko že rekli, kar ne samo upesnjena, že kar poezija, ja. Pridemo še do tega, Beno, kako poteka kreacija glasbe, kdo skrbi za kaj? Kreacija glasbe, najprej se ideja začne kot glasbena ideja pri meni. Jaz ustvarjam glasbo in seveda melodičen del kot tudi spremljevalni del, torej harmoničen del. To najprej nastaja, ampak vse to skupaj je vedno posledica nekega občutenja, nekega počutja, v nekem trenutku me preveva neka misel ali pa ja, karkoli, nek občutek in želim ga enostavno preleviti, prenesti v glasbo. Tako je v naslednjem trenutku se bolj pogovarjam s svojo soprogo in vse to je tak zanimiv dialog, ker me zelo dobro očitno pozna, tako da ji lahko zelo z enostavnimi stavki ali pa opisi prikažem svoja čustva. Sam besedil pač ne znam delati. In ona enostavno me tako dobro pozna, da to povzame in potem mogoče jaz dodam še samo kako pikico na i, vse ostalo postori ona. In potem se cela stvar seli že naprej, svoja k mnenju benda. Ja, kaj pa ostali pravijo potem, ko se te stvari lotimo? Tanja svoja bere besedilo, pa reče, kako lahko jaz to odpojem, se pa to ne gre odpet. Kaki so poudarki, kje vdihne? Ja, kje bom pa dihala? Tako, danes glih na vajah, ker prihajamo z vaj, ne, ja, kje bom pa, ja, tukaj pa tudi vdihniti, daj malo pazi na ta besedila. Tanja, prej si dejala, da to niso besedila, ampak je lahko že tudi poezija. Ja, res. Ne srečaš sploh v sodobni pop glasbi, če lahko poznamem, ne vem, da so 4-5 konkretnih kitic, še v refrenu tudi rad kaj zaveriramo, tudi besedilo, ne samo muziko, ampak glih zato pa mogoče, ker so tako kompleksna, damo tudi več truda v to, vložimo več energije, ker se mi zdi, da je neki mogoče malce svežega, no, na sceni. Tako da daš vedno prave poudarke. Ali ti Benetova žena pove, kje je treba dati na glas, ali na A, ali na O, ali na E. Široki, ozki. Sugestije so zagotovo, ne, ampak to, kar pljuča dovolijo, pa kako dih dovoli, ne, tam pa potem se da poudarek, pa seveda tudi na pomen, ne, kaj hočem, da pride čez, ne. Glih pa sicer stole smo že zavrteli v etru, naj stara se čas, me vedno opozori, da mogoče refren lahko še bolj na glas začnem, ne. Ampak ja, to je res, ker smo že tukaj vzeli te pesmi za svoje, da nas že zmoti, če kaj ni čist 100%, ne. Beno, kakšne tematike pa opisuje tvoja žena v besedilih?
Kakšne tematike? To pa je res... To moraš vedeti. Ja, absolutno vem. Ne, to je zelo zanimivo, ampak tako vsi vemo, ne? Vse te tematike prihajajo iz življenja nas samih. Ne? Tako kot smo prej rekli, ne? Če je nek krek, nek prepir, tudi to je eno zelo pomembno čustvo. Ne? In potem prihaja do sprave, spet krasno, veliko čustvo. To imamo v tistem vsakdanjem ritualu. Ne? Pa usvojena. Midva smo si usvojena, midva z ženo smo si usvojena. Enostavno in na ta način so ta mikročustva, ki tvorijo en zakon ali pa kakorkoli neko sobivanje, partnerstvo. Potem seveda so kritični trenutki, ne? Ko zvečer gledamo dnevnik. Ja, in najrajše bi televizijo razbil enostavno včasih, pa seveda je ne. Zakaj pa ga gledaš? Ja, enostavno, ker moram biti informiran in tudi tam nastajajo potem taka in drugačna čustva in potem seveda, ker imamo vsi neko svoje lastno mnenje in prepričanje, nastaja tudi nekak družbeno kritična kdaj besedila in se potem kakih tem lotiva, ki so mogoče malo občutljive, vendar, vedno z eno distanco. To sem pa res tudi jaz nekako izpostavil, pa tudi moja žena ne želi neposredno kogarkoli užaliti ali ga pa na tapeto prilepiti, torej dotikava se družbeno kritičnih tem malo iz neke distance in seveda mogoče simbolično. In če greš na predaleč besedilih, potem rečeš, hej baby. Hej baby, ustavi se. Stara, ustavi se. Hej baby je, predvsem Tanja je tukaj, ne, doma, ona gre v jazz klub, ki je za Cayenne, o katerem smo že prej govorili, ne, in ona sedi na barskem stolčku s prekrižanimi nogami, naroči si tisti jaz ne vem, kaj pa Campari, soda, karkoli tako, ne vem, kaj je moderno, enostavno in opazuje tisti proces, gleda tiste fante lušne tam in seveda na ta način se približa komu in reče, fant, bi ti z mano, bi malo minglal z mano, na ta način, evo. Tanja, totalno si šokirana, vidim na obrazu. To je zdaj zrecitiral besedilo. Ja, je zelo zapeljiva in tudi ta, kako bi rekla, ne vem, če imam toliko poguma, biti v realnem življenju toliko direktna, kakor je v tej zgodbi Hey baby ženska. No, res, redko se naredi, ne, da ženska pristop do moških, samozavestno in temu je v bistvu ta pesem tudi poklonjena. Edino ne vem, zakaj to moja žena, odkot je to vzela. Pravzaprav to mi ni jasno. Aj nisi ti razložil? Ne, je pa res, da spoznala sva pa se v enem takem lokalu, ampak ne v jazz klubu, v enem drugem klubu. In je situacija, ampak ne, tu sem jaz le imel inicijativo, ne ona. Ne ugibam, je bil klub za Cayenne. Ni bil. Joj. Je že bila nova zakonodaja. Ja, očitno. Res je. Something
Ritual je album skupine Kado, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Tanja in Beno sta z mano. Kot berem, je glasba zaenkrat dosegljiva oziroma album samo na streaming digitalnih platformah? Ja, trenutno res. Torej, že do tega trenutka je bil ta cel proces kar drag, ne? Enostavno priprava celotnega albuma je kar stane nekaj in potem seveda tiskanje in želeli bi si vinilko, v prihodnje pa še tudi nekaj. Torej, nekaj časa, malce več denarja, ampak si pa želimo, da bi to vinilko lahko podarjali tudi, če ne že samo prodajali. Pomeni, da je v načrtu tudi fizična izdaja, kot neka vizitka? Ja, sicer bomo verjetno bolj v manjši, ne bo za darila in tako, bomo se še pogovorili, kako bo to prosto, kakšna bodo povpraševanja, ampak bolj tako res simbolično, da daš prvi album mogoče na steno, če ga že ne poslušaš, ker verjetno nimamo vsi doma kakih gramofonov, no, na zalogi, Beno ga ima. Ne več. Ja. Zdaj že CD podvig med, ne, že v avtih, tako da so pač te digitalne platforme tiste, kjer nas poslušalci najlažje najdejo. Imate kaj odzivov z digitalnih platform na vašo glasbo? Premalo. Še zaenkrat premalo. 20. decembra je album izšel, tako da trenutno še premalo. Ja, nekaj se vrti na Spotifyju, tudi na Apple Music, največ dejansko na YouTube Music. To je najbolj obiskano ta trenutek. Ampak premalo. Zato poslušalke in poslušalci, prosim, dostopajte. Sicer lahko do vas dostopijo preko spletne strani, kot tudi družabnih omrežij? Ja, seveda nas najdejo na Instagramu, na Facebooku, imamo tudi spletno stran Kado, kjer bomo tudi, upam, nekaj že nanizanih bodočih koncertov, upam, da jih bo čedalje več. Kar v bistvu povabim že to soboto v Blue Note, kjer bomo predstavili ravno naš album Ritual. Vljudno vabljeni v Domžale. Gremo pa sedaj k vašemu prvemu singlu z leta 2020. Minutko mi daj. Ja, naš prvi singel, zdaj seveda v novi podobi na tem albumu. Ta pa v bistvu govori o čist, bi rekla, realnih problemih današnje družbe, da vsi nekam hitimo, vsem se nam mudi, si težko že vzameš tudi minutko za kak pogovor, za kako kavico in ta pesem nekako poziva k temu, da včasih se pa tudi moramo malo ustaviti pa uživati, preprosto uživati, ne da bi gledali na uro, no. Srčni klepet, na svet bi tvoj zadostoval. V ulici znašla sem se zmešnjal. Pričakujem odziv, a zbegan zame je ta svet. Stisko časa je ujet. Novodobni bonton o rezervah časa govori, za veličastne obveznosti. Izbiram način, ne vem kako naj ti povem, tudi moj čas je dragocen. Samo minutko mi daj, za refleksijo.
Odpijem tvojo refleksijo, morda je zjutraj sedaj. Spiva vsak čas, a čas se vrne nazaj. Razbije ure v minute, časnih sekund in bezjaj. Je več kot hip sedaj. Minuto mi daj, samo minuto mi daj. Minuto mi daj, samo minuto, samo minuto mi daj. Samo minuto, samo minuto, samo minuto, samo minuto, samo minuto mi daj. Minutko videj skupine Kado, mi smo si vzeli sedaj skoraj 4 minute za glasbo, ne samo za govor. Vseeno pa, kljub temu, da je album v digitalni obliki, ste poskrbeli za celostno podobo, naslovnico in vse že imate pripravljeno za fizično izdajo. Ja, res je, ja. Vse je pravzaprav tudi naslovnica, zadnja stran, verjetno bojo še kakšne spremembice, kakšni dodatki, ampak to je to, ja, ta ritual. Ritual, ki simbolizira v tem primeru pač en taki ornament, ki bi ga lahko opazili pri kakih romanskih cerkvah morda, torej to je bilo razmišljanje, v bistvu nek ornament iz starega sveta, ki lahko tudi ponazarja ritual. Kot da gre na vse strani neba, tako kaže. Res je, ja, tako na vse strani neba in torej nekako neki omni ritual, torej omni simbol, torej simbol vsega. Torej stvarstva, človeštva, vsega. Pomeni, da boste glasbo ponesli iz Slovenije na vse konce sveta. Danes je to možno preko streaming platform najhitreje. Ja, če mislim, upam, da bomo, ne, da bomo dosegli tudi širše občinstvo na vse zadnje ritual v angleščini, slovenščini, ne. Bi podobno izgovoril človek, tako da tudi mogoče za naprej razmišljamo tudi v angleščini kaj več komadov, ravno s tem namenom, no, ker je zdaj svet povezan na dlani, da bi pa dosegli tudi izven Slovenije koga. Beno, koliko pa vlagate v videoprodukcijo? Ali je ta še nujna za promocijo glasbe? Ja, zelo nujna. Ravno na poti sem sva se pogovarjala ravno o tem. Nujno moramo posneti torej video material za ta album enostavno. Ja, namenjamo se k temu. Imamo nekaj svojih zadnjih 2 koncertov, ki smo jih imeli v Beričevem in v Domžalah, ampak to ne zadostuje. Se zavedamo, ja? Želja je močna. Naslednja bo Idealen dan. Kakšen je za vaju? Z obiskom v studiu idealen, definitivno. Torej, oddaja Radioaktivno, pa Radio Prlek, naši veliki prijatelji. Jaz sem res zelo hvaležen, ker nas Radio Prlek kar nekaj vrti, no, in smo, ja, mislim, to je nekaj zelo pomembnega, torej za vsakega glasbenika brez vsakega pretiravanja. Kdorkoli te vrti, je dolžen tvojega spoštovanja enostavno in to spoštovanje maste naše. Ja, res je. Idealen dan, seveda, da vstaneš brez budilke, greš v studio, tam odpoješ, prečakate kakšna kavica z mlekom, potem pa če greš na kakšne vaje, pa da si povabljen mogoče še v studio na kak intervju, je pa že kar kičasto, ne? Jutro prehitelo temno in jo zastrlo z mračnim dnem. Pritisna mojo se odejo, krepil se jalovih obljub, jalovih obljub. Včasih tvegana izbira vleče me drži nazaj. Skozi okno ne prodira, zavrtim zamegljen pogled, zamegljen pogled, zamegljen pogled, no. Sonce slikale sijajne poti, saj za hip nejasno so.
me omejuje. Glas poguma ostaja nem, še bolj znemirjajo me tuje. Malodušne pravljice, pleke zgodbice, pleke zgodbice. Sonce slikale sijajne poti, vsaj za hip nejasno zore mi izdiše. A se zgodi, da se prezgodaj znači, ko ne morem seči više. Zvečerom idealen dan, zvečerom idealen dan. Oh, sonce slika le sijajne poti, vsaj za hip nejasno zore mi izbriše. A se zgodi, da se prezgodaj znači, ko ne morem seči više. Zvečerom idealen dan, zvečerom idealen dan. Oh, zvečerom idealen dan, zvečerom idealen, zvečerom idealen. Idealen dan. Idealen dan skupine Kadoz z albuma Ritual. Tanja, že prej si omenjala promocijo albuma. Ja, smo že imeli v prejšnjem letu, v decembru, se pravi 2 nastopa, da smo se nekako prebili let, da smo se tudi na odru malo začeli povezovati. To soboto nas najdete v Domžalah, v Blue Notu, tako da nas kar na socialnih omrežjih poiščite ali pa direktno na njihovi strani, res ljudno vabljeni. Za poleti se nam že nakazuje za v Ortobaru, seveda pa z štartom tega leta upamo, da bo še kakšna priložnost. No, zaenkrat torej 2, ampak le na debutno spremljati se bo mogoče ta seznam še podaljšval na naši spletni strani. Je dovolj prostorov za igrati? Dovolj prostora. Ja, jaz sem pravzaprav, pa ne samo jaz, vsi smo navdušeni, da je ta slovenska glasbena scena kar prebujena in odlično. Ne? Krasni bendi, krasni interpreti, fantje, punce, tudi ves ta mladi kader, izredno dobro izobražen glasbeno, tako da jaz sem navdušen nad tem. In ja, vedno je prostor, za vsakega je prostor na tej sceni. Ampak, tako kot sem prej tudi rekel, hvaležni smo za to, da imamo tudi slovenski bendi prostor za promocijo. In hvaležen sem tudi temu za to, da enostavno teh 40% obveznega torej streamanja preko radijskih postaj obstaja, ker enostavno to rešuje slovensko glasbo, kar v eni veliki meri. In mi tudi bomo še vedno naprej ustvarjali tudi slovenska besedila, ne samo angleških. Angleška ja v neki meri, ker želimo morda prodreti nekam drugam, ker nažalost teh besedil ne razumejo v slovenskem jeziku. Ampak danes umetna inteligenca in translati delujejo, da se vse razume. Ja, to vsi uporabljamo že umetno inteligenco, ampak ne pri glasbi enostavno. Glasba je čustvo enostavno in umetna inteligenca lahko posname samo nekaj, kar je že bilo, torej poustvarja po nekih vzorcih, ki že obstajajo. Mi enostavno moramo in počnemo to na ta način, da prelivamo trenutna naša čustva, naša občutja enostavno v glasbo. In to bomo počeli še naprej, brez umetne inteligence. Umetna inteligenca je lahko kdaj za kako idejo, seveda zelo interesantna, ampak za nič več. Albuma je 40 minut. Tanja, ali potem zaigrate na koncerti še kaj več? Ja, seveda, imamo, kot smo že pokazali, že različne te single v večjih verzijah lahko zaigramo. In pa tudi imamo kar nekaj coverjev, v bistvu na začetku, ko smo imeli samo single, 2, smo se seveda še vedno dobivali in vadili, tako da se tudi teh nekaj coverjev nabralo in če nas poslušalci še nimajo dovolj, še ostanemo na odru brez skrbi. Še eno bomo zavrteli v radijskem delu pogovora, potem pogovor nadaljujemo še na spletu, pa tudi zavrtimo preostanek rituala. Svet se vrti bo za konec radijskega dela. Ja, to je ta družbeno kritičen komad, kjer enostavno opisujemo, kako
ljudje danes skoraj ne moremo vplivati na to, kako bodo tisti, ki držijo vajeti v rokah tega sveta, z nami sobivali oziroma kako bomo mi sobivali z njimi, in da je potrebno se enostavno postaviti na svoje noge, potrebno je zaplesati svoj ples, se enostavno odmakniti od vsega tistega, kar je diktirano, in enostavno se prepustiti čustvom. Čustva so ples, in tako kot je veliki ameriški tudi lirik izjavil, to, no, torej, ti se boš spomnila? Kaj? Kdo je? Mark Twain. Mark Twain. Veš, jaz jih kar iz glave pade. Preveč imaš v glavi, vidiš. Pleši, kot da te nihče ne gleda, ne? In to pomeni, bodi svobodne enostavno v izražanju in se ne oziraj na tiste, ki držijo svet v rokah, ki imajo torej moč v rokah. To je mišljeno. Svet se vrti za konec tega pogovora o radijskem delu. Tanja in Beno, hvala, da sta bila moja gosta. Ostaneta pa še v studiu, pa še kakšno več rečemo v nadaljevanju. Tega se veselimo. Hvala. Ja, hvala za povabilo, hvala. Čudna sila nas pritegne in napaja, a to ni moč, je eleganca, ki valovi. Evroplesa ritmični izraz navdaja, intenziven čustveni polet povzroči, a druga stran pusti, da svet vrti se okrog moči. Nezavedno se novi slog rojeva, izzove radost, harmonija čutov sledi. Ne, človek pleše, kot da ga nihče ne gleda, kot da na zemlji sonde pesa naživi. Mark Twain govori, kakšna v svetu so pravila, kako naj se ravna, korak naprej, nazaj, vsak svoj način ima. Na ravnem letju gibov, pa odprta drža, trči v svet, ki se vrti, vrti okrog moči. V svet, ki se vrti, vrti okrog moči. Plaka družba ne sprejema ogledala, zanika boj za moč, a na njej sloni. Težnja po spremembi, upanje ostaja, da družba se ubranim ritmom prepusti. Svet pa se vrti, kakšna v svetu so pravila, kako naj se ravna, korak naprej, nazaj, vsak svoj način ima. Na ravnem vzletju gibov, pa odprta drža, trči v svet, ki se vrti, vrti okrog moči. V svet, ki se vrti, vrti okrog moči. Se vrti, kakšna v svetu so pravila, kako naj se ravna,
Skupina Kado ostaja oddaja radioaktivno z albumom Ritual. Vedno prej si že malo namignil o slovenski glasbeni sceni. Kako vidva gledata danes na naše glasbene prizorišče? Ja, benevolentno, zelo krasno. Jaz sem navdušen nad tem, da je toliko dobrih bendov, mladih bendov, starih bendov. Stari seveda se tudi spet ponovno vračajo na odre in pa mladih interpretov. Kot sem rekel, veliko šolanih glasbenikov je na sceni in vsi ti dvigujejo nekako tudi ta nivo, pa tudi lato ti dvignejo. Torej, moraš se meriti z odličnimi. Tako, in to je krasno, ravno zaradi tega, ker mi želimo pred sabo imeti tiste, ki so odlični in jih proba dohitevati. Ja, je slovenska scena kar razgibana, ne, jaz se pravi priseljena v Novo mesto, je znan kot meka nekih bendov in se mi zdi, da zdaj po koroni res se vrača to, da si v stiku živo glasbo, da ni treba zdaj spet toliko zelo iskati, da ga še zvikati na neko živo glasbo, no. Tako da tudi me veseli, da je razgibano pestro. Kako pa ste si v skupini Kado z umetno inteligenco? Aha, z umetno inteligenco ne uporabljamo v bistvu, res jo ne uporabljamo. Zdaj, ko jaz končno znam besedila vse na pamet, ne, tudi kar že te računalniške pripomočke tudi odložimo, tako da, tako kot je Beno rekel, čustva in umetna inteligenca ne gredo glih skupaj, no. Ja, treba se potruditi, enostavno, glasba je kreativni proces in če zdaj to izvzamemo, kaj pa pol ostane? Torej, pri snovanju glasbe, možno je to, da rečemo, ampak to je tisto, če pa zdaj samo preigravamo to, kar bi računalnik naredil, umetna inteligenca naredila, potem se mi ne zdi to več avtentično. Potem je pač to tako, da coverje igraš enostavno, torej igraš nekaj, kar je nekdo drug ustvaril. Ne, mi se tega ne gremo. Jaz se grem pri pripravi intervjujev in običajno najprej pišem umetni inteligenci, da mi pove nekaj o imenu skupine, naprimer Kado. Kaj mislite, da mi je odgovorila? Smo že googlali. Avokado, sladoled? Ne. Zadetek? Ne, Jaz mislim, da sploh ne ve, da reče, da je skupina še premalo prepoznavna v slovenskem prostoru, da enostavno še nismo tako daleč. Ne, vprašal me oziroma misli si, da je to skladba Kado, pesem Jerneja Zorana. Neverjetno, ne poznam. Super. Za nas ne, ampak za Jerneja Zorana. Moram nekaj vprašati, če ima to skladbo s tem naslovom. Ja, pa če se boljš razume z umetno inteligenco, ne. Zdaj smo se zamerili tukaj, ne. To pravi Kopilot. Kaj pa mislite, da odgovori na vprašanje, katere so vaše najpopularnejše skladbe? Minutko mi daj, verjetno, ker je bila prva. To bi mojo gibave, ja. Minutko mi daj. Tudi jaz bi to verjetno, ja, na to stavil, pa vse, kar je tam. Morda je to, so te dve skladbi največkrat, vsaj na YouTubeu največkrat poklikane. 5 jih našteje. Idealen dan, minutko mi daj, vse, kar je tam, avantura in vsakdanji ritual. Res? To pa, bravo, hvala umetna inteligenca, se vidimo naslednjič. Prepoznala je dvojnike. Vse dvojnike je naštela, evo. Dobro, da je zadela vse skladbe, ki so vaše, da ni naštela skladb nekaterih drugih izvajalcev, kot se velikokrat zgodi. No, to pa res, evo, smo zbrali očitno dovolj unikatno ime, ne? Ja, čeprav so naslovi velikokrat, obstaja recimo, jaz mislim, da vsaj 2-3 skladbe, ker ta naša skladba Vse, kar je tam, se je imenovala Vse, kar imam, dejansko, ampak te skladbe vsaj kar nekaj v slovenščini in zato smo jo preimenovali. Predzadnja, ki jo spuščamo, bo Avantura. Ja, Avantura je pa taka poletna, bi rekla, malo bolj sproščena, v bistvu je nastala v tem koronskem obdobju, ne, ko smo vsi pogrešali druženje, družbeni naval, ne. Tako da glih temu poziva, da se moramo družiti, da je to naravno, da ljudje nismo narejeni, da smo sami in ima pa to sporočilo, evo, doživeti, iti ven, spoznavati ljudi, doživeti avanturo. In žurati. In žurati. Ko pa kabani za kajenem klubu, ne. Ja, zelo zanimivih dosti, ne, lokacij, ne, Copacabana, en jazz klub, ki je zakajen, potem take, ne, neke koronske, avanturske lokacije. Fajn. Nemalokrat ujeti leženosti, preplavljeni z občutki neodvisnosti.
prijatelji. Ko dolgo časja novi svet ne dovoli. Ne pozabimo bistva poletnih radosti in prepleta prijateljskih vezi. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Družabni naval. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Družabni naval. Mi se ne prepustimo otopelosti, niti ne poznamo pojma lažne pristnosti. Prijateljsko merilo je moč vzajemnosti, biti v družbi, med seboj povezani. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Družabni naval. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Družabni naval. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Družabni naval. Naj bo zdaj ta ura avantura za vsakogar si nada človek potrebuje. Poletja naval. Avantura skupine Kado z albuma Ritual. Tanja in Beno, za konec, kakšni izzivi so pred vami? Hudi, odlični. Torej, ja, glasba pravzaprav za novi album je že pripravljena. Torej, glasbeni del, besedila se pripravljajo ta trenutek. V letu 26 pa ne nameravamo dejansko izdati, verjetno spet konc leta. Kot sem rekel, tak album skoraj 2 leti traja, kompletna produkcija, zato ni šans, da bi rekel za letos ne, ampak naslednje leto pa res. In zdaj letošnje leto želimo izkoristiti s čim večjimi nastopi na odrih. Torej, to bi bil nekako naša želja, če si jo smema, pa mi vsi v bendu zaželeti, čim več nastopov v letošnjem letu, pa seveda v naslednjem letu in pred izidom novega albuma. Tako da potem bojo pa nastopi vedno daljši. Zdaj so 60 minut, oziroma uro pa pol celo imamo programa, ja, potem se bo pa večalo, ne? Bolj bomo znani, bolj bomo slavni. 3-urne koncerte potem za publiko. Publika si zasluži vse. Tanja, glede na hude načrte, boš morala še večkrat iti v kak zakajen klub. Ja, očitno se ne bom temu dimu ogla, ne. Vse sem iz Zasavja. Ja, Tam si že tako navajena. Zdaj me bojo res izselili s tam, ja. Ja, veselim se in studija in vaj in ja, upam, da res tudi veliko odrov, tudi s kakimi klubi zakajenimi bom zadovoljen. Ampak ne v Sloveniji zakajenimi. Ja. Uradno bo takrat že zaprt, ne, to je potem izven etra. Tako da upam, da se srečamo, mogoče že to soboto v Blue Note v Domžalah, evo. Blue Note je najboljši jazz klub v Sloveniji. To je pa ni samo jazza, ne? Torej ne igra se samo jazz v Blue Note. V Blue Note vsi odlični, najboljši bendi igrajo in mi imamo ta privilegij, da lahko tudi se pojavimo tam na odru. Enkrat smo se že leta 21, zdaj se vračamo in to soboto 22. februarja vsi vabljeni v Blue Note.
Domžale. Boste še katero skladbo s Rituala izpostavili kot singl? Ja, o tem smo razmišljali, pa še ne vemo. Tako da iskreno še ne vemo, katere bojo tiste skladbe. Pravzaprav, ja, sigurno še 2-3 v tem času in to so tiste skladbe, za katere bi želeli tudi prvenstveno posnet videe. Za konec še ena, in sicer bo to drugi singl, ki ste ga leta 2021 lansirali, Vse, kar je tam. Ja, Vse, kar je tam, pa v bistvu zelo taka nežna in z močnim sporočilom. No, v bistvu govori, da že vse imamo, kljub temu, da vedno nekaj iščemo, smo mogoče gledamo zdaj, če na ta socialna omrežja se navežem, kaj imajo drugi, da bi mi tudi to imeli, če se pa globoko zamislimo, pa praktično že vse to imamo, ne rabimo tistega, kar nimamo, oziroma kdor ima drug. Neki skromnosti mogoče poziva, no, bi jaz rekla. Vse je na dosegu roke v resnici, ja? Ampak samo ozret se je potrebno na pravi način, morda vase, okoli sebe, vse, kar je tam, je tu. Mi se bomo ozrli še k glasbi, Vse, kar je tam za konec tega pogovora. Tanja in Beno, hvala, da ste se oglasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa za povabilo. Boštjan, ti si car, hvala. Zvedavo zrem v nebo, v vetru se predajam skritim sanjam, da v razpušju lebdim po presežkih hrepenim. Obzorje božam z roko, nemirne misli razpršim v oblake. Do vrhov si želim, je dosegljivo to z močjo. Dvomim se, sprašujem zdaj, je prava pot to, pravi kraj. Vse, kar je tam, je to, kar iščem danes stran. In vse, kar rabim, tu je, vse imam. Vse, kar je tam, je tu, ne iščem več. Za vse je tu, ne grem drugam. Ne, 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 ne grem. Ne, ne, ne grem. Prebudi naj se svet, ki v času brez vesti je in navdiha, kjer enoglasno pojo, dan izgublja se z nočjo. Kako ironično, naivno trendom sem se uklonila, la, la. A spremembe vrednot ravnovesje vračajo. Je prava pot to, pravi kraj. Lahko zaupam in sedaj. Vse, kar je tam, je to, kar iščem danes stran. In vse, kar rabim, tu je, vse imam. Vse, kar je tam, je tu, ne iščem več. Za vse je tu, ne grem, ne. Vse, kar je tam, je tu, kar iščem danes stran. In vse, kar rabim, tu je, vse imam. Vse, kar je tam, je tu, ne iščem več. Saj vse je tu, ne grem, ne. Vse je tu, ne grem drugam. Midva sva iz skupine Kado Tanja in Beno. in poslušate nas v oddaji Radioaktivno.